Mogoče takrat, ko sem bila res v vrhuncu kariere, je resno delo, mislim, ni hec. So težke stvari, so se nam dogajale in resne stvari. Jok in ta čustva v športu žal ne pašejo preveč noter, zato ni glih ženski svet. Po drugi plati materinstvo čist drug svet, je nežnost, so objemi, ne vem, ne znam opisati, kako je to lepo in je dejansko mi to dalo neko ravnovesje v primerjavi s športom prej. Moje telo so naredili nago, me dali na, ne bom rekla, kjer časopis. V glavnem, s fotomontažo, na koncu sem jaz kot 16-letnica pristala na vseh, mislim, na časopisih, tudi na internetu pol. In ta stvar te zaznamuje. Da sem bila prazna, da nisem imela misli v sebi, sem ogromno prepisala. In pisanje je bilo zame nekako svoboda. Dejansko, da nimam v glavi nič, da gre vse ven. Razumeš? Lep pozdrav v novem podcastu Gregorjev svet žensk. Priznam, malce sem se vzel pavze po 11 pogovorih, zato ker ko začneš znova s to novo sezono, moraš začeti v stilu. In ta predzgodba bo kratka, ker seveda bo več in vse govorila potem o nadaljevanju današnja gostja. Kar nekajkrat sem si želel, da bi bila gostja že prej v moji bivši službi na televiziji, pa sem imel vedno ogromno treme, sploh vprašati, če bi prišla. Lani se je zgodilo tako, da v moji novi službi je bila gostja na podjetniškem festivalu, kjer smo v bistvu govorili o poslu in so mi rekli, tvoja sogovornica bo današnja gostja. In sem bil znova zelo, zelo nervozen. Potem pa sem jo prosil, če bi bila gostja v mojem podcastu in je rekla da. Zdaj, so ljudje oziroma ženske, pri katerih imamo moški nekaj več treme. In Tina Maze, današnja gostja, je prav zagotovo ena izmed njih. Tina, en lep pozdrav. Živjo, Gregor. Ne vem, zakaj imate tako tremo, ampak sej upam, da je pol hiter. Ne, sej potem gre. Sem razmišljal ta uvod, lahko bi našteval vse tvoje dosežke, lahko bi šel na to, da si bila in si še vedno 1A, ko govorimo o športnicah, ampak ker je to podcast, kjer govorimo o ženskah, niso vse dosežki, ampak ste v resnici ženske. In ko sem razmišljal, da bi te povabil, sem imel to tremo predvsem zato, ker se mi je zdelo, da si bila vedno do pred nekaj let, se to me bo zdaj ti popravila, v svojem svetu. To je bil svet, kjer moraš biti verjetno zato, da si tam, kjer si bila. Potem sem te pa zdaj malo spremljal skozi leta, pa vidim, da se zelo veliko smeješ, postala si mama, veliko bolj sproščena si. In ko si rekla, pridem, res priznam, sem imel res veliko treme. Ma ja, veš kaj, mogoče takrat, ko sem bila res v vrhuncu kariere, je resno delo, mislim, ni hec. So težke stvari, so se nam dogajale in resne stvari. Zdaj, mogoče navzven sem delovala zelo zategnjena, ker me je bilo v določenih trenutkih to, kar sem počela, preveliko. In nisem bila, pač sem oseba, ki ima določene meje, tudi jaz ne zmorem vsega. In treba je vedeti te meje, ki jih imaš, da sam ostaneš zdrav in da lahko daš tistem trenutku, ko je najbolj važno. Meni vse ostalo, kar ni bilo smučanje in kar ni bilo nujno potrebno za moj uspeh, za katerega sem bila poklicana, sem enostavno čim bolj oddaljila od sebe. Zdaj, ko ne tekmujem več, imam dejansko več časa, da razglabljam, kako je bilo, zakaj je bilo. Kljub temu, da sem takrat to premajala že v sebi. Jaz nisem druga oseba zdaj, ampak časovne omejitve, energijske omejitve so bile prisotne. En kup vprašanj imam, ampak zdaj moram, prvega bi postavil takole, po vrsti. Potem, ko si nehala tekmovati, pa do danes, naprimer do te jutranje kave, ki sem ti jo prinesel. Hvala. Ja, prosim, veš, da to sem obljubil, sem rogljiček kavo, samo če prideš sem v Domžale v Blue Note, ta jazz klub, kjer snemam te podcaste, pa si rekla a se je odnos ljudi, se pravi nas, navadnih ljudi, do tebe, ki si bila tudi naš idol,
jaz sem te ves čas gledal, ne, prej je bila televizija vedno prižgana, kamorkoli smo šli na obiske, sobota zjutraj, pa pol po kosilu smo vsi gledali, bo Tina Maze odpeljala. A se je ta odnos zdaj spremenil? A v bistvu vem, da nate še vedno gledamo kot na Tino Maze smučarko, ampak jaz, ko si prišla, jaz sem te videl kot, ne vem, tako res simpatično punco, žensko, tako se mi zdi, lej, to je Tina Maze, ne, taka prijazna. Kako ti gledaš na nas, ko te gledamo, naprimer, ne? Ja, s tem se soočam celo moje življenje. Moram reči, da po naravi sem zelo sramežljiva oseba, ampak sem se skozi kariero naučila, da pač moja pot bo taka, da me bodo gledali vsi. Pol v določenih trenutkih sem se shecala, saj sem iz vasi, kjer itak vsak pozna vsakega. Itak ta drug veži prej vse kot svedo ti, pa v glavnem to nekako skušam zrcaliti pol na svet, ki dejansko, če si poznan, drugi delajo zgodbe o tebi dostikrat pred tabo. Pa ni nujno, da so prave, ampak tako je. In s tem sem nekako rasla in se zdaj mi je v bistvu lepo, zdaj me lepo zaradi tega, ker vem, da sem v svoji karieri uresničila za to, kar sem delala lahko rečem, od majhnih nog. Kar je pa še lepše, pa to, da sem ljudi nekako navdušila in da ste me spremljali, kot ste me, kot si sam povedal prej. Mogoče v tistih trenutkih to ni prišlo do mene, ker tako kot sem prej rekla, sem se zaprla, da sem lahko ustvarjala v svojem svetu. Ampak zdaj, ko pa imam čas, ko lahko dejansko govorim tako kot s tabo, tako z ljudmi na cesti, ki jih srečam, ko nam rečejo lepe besede, kaj ste naredili. V bistvu se svojih dimenzij takratnih zavedam zdaj, ko govorim z ljudmi. In jih gledam iz nekega drugega zornega kota, iz druge distance, iz tiste čustvene distance, ki je prej nisem mogla dati v mojih vsakdanjih. Zdaj bi pa kar jokala, vidiš, taka sem in jok in ta čustva v športu žal ne pašejo preč noter, zato ni glih ženski svet. Kljub temu, da ženske se ukvarjamo s športom in delamo to, ampak stremimo vedno k temu, da smo čim bolj moške na koncu, kar pa za eno žensko moraš najti to ravnovesje. Zdaj, odvisno, kakšna oseba si, lahko si narejena za to, mogoče v mladostniških letih še toliko bolj si star, bolj čutiš to ženstvenost v sebi, manj je to prijazno do tebe. Tako da je treba se poslušati. Ko sem rekel, da si zdaj moja gostja, potem ko sem pogledal nekaj tvojih podcastov, sem rekla, sami fantje me ves čas sprašujejo, sami moški. No, 3 podcaste sem vidiš, 3. Zdaj bo čas, da na žensko sogovornico zamenjam. Jaz sem se odločil za ta podcast in imenuje se Gregorjev svet žensk, zato ker imam 2 hčerki. In me je res zanimalo, v kakšen svet boste odraščali in kaj ju čaka. In morda zato, sama si zdaj že omenila, se vrneva v tvojo mladost. Kakšna je bila ta tvoja mladost? Ok, ste iz doline, ker vedno rečeš, mi smo malo bolj zaprti, takrat ni bilo ne interneta, ne telefonov in tako naprej. Kotline, ja, v bistvu že kar kotlina, ja. Kakšna je bila ta mladost, recimo Tine Maze? Kaj te je naučila ali pa kaj ti je dala, da si potem to čez svojo kariero lahko uporabljala? Ja, v bistvu bila sem zelo fantovski tip. Že od otroštva, rada sem se družila s fanti in tudi jaz imam zdaj hčerko, ki v bistvu tudi ona uživa bolj v fantovski družbi, obožuje nogomet, obožuje vse, kar pač delajo fantje, ne kar delajo punce in včasih kdo je že malo zaskrbljen, pa rečem, ne, v redu, jaz sem bila ista, bojo prišle pol oblekce, ko bo malo večja. Zdaj noče slišati od njih nič, tako da jaz mislim, da otroštvo v Črni sem imela super, ker je bilo varno, ker sem imela družino, ki so me imeli radi, sem imela sestro, sem imela 10 let sem bila stara, ko sem nekako že imela občutek, da pazim na nekoga in ne vem, športno sem se zelo dobro znašla v ekipi, ki smo imeli v smučarskem klubu, trenerja smo imeli super in me je ta družba, šport, tudi uspehi, ki so prihajali kar hitro, vlekla naprej v ta svet in smučanje sem videla kot nekaj, kar mi bo omogočilo, da vidim, kaj je za to kotlino.
ker dejansko Črna, če ste bili, ali si bil, To sem ne pa že vem, bil, ja. je res obkrožena z vsemi gorami in ko si majhen, ne veš, kaj je zadnji, nima še teh dimenzij. Jaz sem si vedno predstavljala, da je zadnji Amerika. In nekega dne sem tudi pol pri svojih 12 letih šla dejansko v Kanado in razumela distanco, ki je med Črno in Kanado. Tako da šport me je res popeljal po svetu, spoznala ogromno kultur, in ja, me še vedno vodi okoli. Zdaj, ko si mama, a daješ te iste nauke, ki si jih dobila recimo od svojih staršev, tudi svojih hčerki? Koliko je tega prenosa, na primer? Istih mogoče ne, ker živim v drugem okolju. Se rada vračam k tem koreninam, to ja, ampak samo okolje te prisili, da imaš druge sheme. In ne vem, kaj točno dajem, kot mama in oče sta name. Verjetno to, da se skozi igro da marsikaj narediti. Pa da vztrajaš, pa da če pride kak težek trenutek, da enostavno ne odnehaš in spremeniš pot, ampak nadaljuješ pot, tudi če je težka, in greš čez ovire na nek način s pomočjo staršev. Jaz upam, da bom to dala vnuk, da če začrtamo eno pot, da se bo te držala. Je pa še res majhna, zdaj v tem trenutku mora čim več stvari spoznati, se naučiti in videti, kaj jo dejansko veseli. Eno najbolj pogostih napak, ki jih starši delamo, pa nismo vrhunski športniki za razliko od tebe, je, da mi bi si pa želeli, da bi naši otroci pa bili to, kar mi nismo bili, na primer, ne. Ja. To vidimo danes, ne vem, v nogometu, praktično vseh teh ekipnih in posamičnih športih. A opažaš to, saj se bomo potem vrnili na tvoje poletno delo, letos si namreč pod svoje okrilje vzela še otroke, ki imajo to željo pa znanje. A vidiš, da morda starši ne znamo dobro razumeti, da so tako, kot si ti sama rekla, saj je še majhna, saj ni treba, da je danes. Vidim pa tudi, da se v športu zelo hitro razvijajo stvari. Če primerjamo recimo Mikaela Shiffrin, ona je smučarka, ki je začela dosegati rezultate zelo zgodaj. Zakaj? Zato, ker je imela od otroštva ven že zastavljene stvari, individualno, dobesedno je trenirala z mamo in je lahko pri svojih 15 že osvojila rezultate. Zdaj, starši, če gledaš ta primer, če ima otrok 7 let, 15 bo hitro tu, ne? In se moraš dejansko že pri 6-7 odločati, tudi jaz sama, kam gre ta svet. In je težko v bistvu otroka, ker tudi klubi in vsi trenerji, in če že hoče iti v te smer, mogoče tišijo tja in je dejansko na starših, da bremzajo to. Zdaj pa, če si en starš, pa to želi, pa še on da, pa trener da, pa cel sistem gre v to, je malo težko. Zdaj, kaj je prav, ne me vprašati, ker nisem vrhunska mama, kot sem bila vrhunska športnica, ker je to zame 7-letno obdobje. Tudi jaz se učim. In mislim, da se dejstvo, da se skozi učimo, je mogoče edini pravi temelj. Tukaj moram zdaj malo skočiti seveda tudi na drugega partnerja v tej vzgoji, se pravi na očeta, na Andrejo. Do tebe je bil, ko je šlo za trening, izjemno strok, do tebe je vse o tem bo kakšno še rekla, govorila. Je res veliko pričakoval. Kako je pa na primer pri hčerki to? Ja, Andrej je tak, kot je. On pričakuje veliko, on vidi On gotovo že vidi kakšen potencial pri Anuka, ne? On vidi psihofizično stanje, ki ga vidi vsak trener, vidi, kakšen je material. Se pravi, če on vidi material, ki lahko da 200 konjev, bo zahteval 200 konjev, ne? In mogoče je to njegov poklic njegov. V tem je res dober in sploh na tem nivoju, kjer smo bili mi, zdaj je pa tudi on prvič oče in se uči in ne moreš pri otrocih delati na isti način kot pri vrhunskih športnikih. Vidiva pa oba, da material je dober. Zdaj, kam bo to šlo, koliko si bo, to ne more biti
najina želja. To mora biti želja od otroka. In mu mora postati všeč. Material pa je. To je pa že dosti, ne. Zdaj moramo vprašati, trma tudi? Mislim, da ja, no. Kar ja. Kdo zmaguje pri vas bitke? V bistvu smo koalicijsko ona dva proti meni, ker hčerke pa očetje so huda naveza. Vem. Tako da ja, včasih sem kar osamljena tam, ampak pa že najdem trenutek, ko mama ima svoj prav. V bistvu je ves čas je neko ravnovesje, ki se išče. Če si prej v tem športnem delu svojega življenja točno vedela, kaj te čaka, ne? To je bil dan, ki je bil že od jutra popolnoma razdeljen na neke enote. Ja. Pa še so bili nepredvidljive situacije. Koliko drugače je, ko dobiš otroka, ko dobiš hčerko? Koliko se ti je to, potem ko si imela čas o tem razmišljati, saj prve 2-3 leta seveda o tem ne razmišljamo, ampak samo gremo, koliko se ti je spremenilo ali pa koliko se ti je zdelo zanimivo, kako se ti spremeni življenje? V bistvu je trenutek, ko imaš družino. Mislim, saj zame, jaz sem res si želela vedno imeti družino in biti mama in to, ko imaš tak del kariere za sabo, ko dejansko stremiš k temu, da moraš biti non-stop močen, non-stop perfekten, non-stop hiter, v glavnem vse te elemente, ki jih smučanje zahteva, zbran, je pol po drugi plati materinstvo čist drug svet, je nežnost, so objemi, ne vem, ne znam opisati, kako je to lepo. In je dejansko mi to dalo neko ravnovesje v primerjavi s športom prej. In to je tisto, kar sem najbolj pogrešala, in ko se je rodila Anuk, je v bistvu to je to, ne vem. Ko me sprašuje olimpijske igre. Kakšne olimpijske igre? Življenje je tisto, ki je najbolj meni bilo važno. Ne kaj drugega. Zato sem na začetku naredil tako uvod, ker v resnici ta športni del, tolikrat sem ga videl, tolikrat sem te poslušal, prebral intervjuje, ki si jih dala, da me je res zanimalo, kaj se zgodi po tem. In ta del je en del, ko ga seveda ne poznamo, se mi zdi tudi kar prav, no, skorda, ker je to vendarle ta družina, neka celica, ampak če se nam zdela taka trdna, nepremagljiva na smučarskih progah, potem pa včasih govorimo, da smo pa vsi ljudje, ko gre za te družinske stvari. Katera stvar je bila morda taka, ki te je najbolj skrbela, ker si bila pa v skrbeh, ali še danes obstaja? Misliš, kar se tiče družine? Potem, ja. A veš zakaj? Ker se mi zdi, da ko Tina Maze reče, da jo nekaj skrbi, pol tudi jaz lahko rečem, v redu, če pa Tino Maze skrbi, ali pa če ji pa to ne gre, potem so pa tudi jaz to redo. To, da ti se potolažil. Ne vem, jaz mislim, da varnost. In imeti varnost ni tako easy. Mislim, varnost so različnih vrst. Ali gre za ekonomsko, tem, hvala Bogu, sem nekaj naredila in nimam občutka, da tam bom imela težave. Druge so varnosti, svet se spreminja, ljudje se spreminjajo in to je mogoče tisto, kar me najbolj skrbi. Varnost me je skrbela in na smučišču zame, poškodbe, v glavnem zdravstvena varnost, vse te stvari tam tam me prime panika, če jaz vidim, da se lahko meni kaj zgodi, in po moje me bo kap, če se slučajno kaj zgodi mojemu otroku, kar se mu bo, ker padci so del naših razvojev, tudi jaz sem padla v otroštvu, ampak kot mama to gledati, ker nimaš vpliva, je verjetno najtežje. In v teh trenutkih, ko se nekomu kaj zgodi, upamo, da se ne, seveda jaz rada opozarjam na to, da je preventiva res najboljša stvar. Tako sem jaz delala skozi mojo kariero, ogromno na preventivi, da sem zaščitila svoja kolena. Ko je bilo prehitro ali pa predaleč se skakalo, sem raje zaplužila, prej pa skočila prvič. Se pravi, sem rešila postopoma čez te ovire, ki te pač pripeljejo do nekih limitov, ampak
Vedno preventivno delovanje, nikoli za uspeh čez glavo. Bo zdaj rekel, da to deluje pri otroku? Ne, Okay. ne morem reči, vse to. Ker pri nas najprej sprobata, potem ugotovite, da seveda ni bilo najboljše. Ja. Pa dokler so to paci, taki sprobanje, naj bojo. Ti so zdravi. A bi pa lahko rekel, da Tina ni helikopterska mama, vse ne? Veš, to je zdaj ta neki izraz, to sem ga jaz kasneje ugotovil, ampak da Kaj ko, to pomeni? to pomeni, da ves čas skočiš, ko se otrok kaj zgodi, pazi, Ne. pazi. Ne, Ne. Sploh ne skočim, sploh po prvem trenutku ne. Ostanem tam, kjer sem, brez reakcij. Okay. Kar potem pride za mano, ampak jaz mislim, da je boljš, da ne, ker itak reakcija otroku še bolj škodi. Že je naredil neumnost, če jo je, naj jo razume sam, mama pa naj bo ven, če se da. Zdaj logično, biti miren v takih trenutkih ni prav enostavno. Tudi jaz kdaj ne. Ampak dokler so majhni, to dejansko, ti padci so tako minimalni, da tam mogoče delo na sebi, da ne odreagiraš pri vsakem padcu, ne bi škodilo. Rekla si, da se v tej varnosti lahko pogovarjamo tudi o tem, da se ljudje spreminjamo, pa saj se res. A si se ti spremenila močno, ali pa vsaj vidno to spremembo, pa se v resnici nisi spremenila v tem svojem življenju, na primer? Jaz mislim, da sem se spremenila. Jaz mislim, da skozi svojo pot, zdaj, ko gledam nazaj, iz tiste deklice v črni, ki je bilo vsega sram, ker ni vedela reči prav ali ne, mislim, pač to je del odraščanja. Jaz mislim, da sem se ful spremenila. Tudi ker živim v nekem okolju, ki me je spremenilo. Italija je bila le prisotna v mojem življenju zadnjih kar nekaj let. Način je drugačen, kultura je drugačna. Kljub temu, da je vse skupaj zelo mednarodno, ker sodelujem z različnimi državami, ampak vseeno Italijani so me nekako v tistem obdobju, ko smo imeli ekipo, je bila ekipa praktično 80% italijanska in ta njihov način komuniciranja, ta odprtost, da nimajo zadaj nekega, da imaš vse na mizi. Dejansko nimaš se česa bati, kaj je odzadaj. To me je pri njih tako navdušilo, da sem tudi jaz pol začela biti to, kar sem. In meni ni bilo neprijetno govoriti o čemerkoli in tako smo skozi to, sem pol jaz tudi dejansko še bolj izrazila samo sebe lahko in delala na sebi in bila 100% efektivna v športu. Zdaj pač imam čas govoriti, pač malo govorim. Saj prav, vse te radi poslušamo. Hvala. Poslušajo. No, takrat, ko si ti smučala, sem bil jaz pol kasneje seveda tudi še novinar, voditelj, urednik, pa smo vedno si želeli, da bi Tina Maze kaj povedala, ne. To je tako, mi smo bili na tej strani, ti si bila na drugi strani. In včasih se nam je zdelo, oziroma to je moje osebno mnenje, da ko vi prismučate čez ta cilj in zmagate, ali pa ne, kar je morda še hujše, ne, za vas, mi smo vedno tam. Ne. In ponavadi je vprašanje zelo podobno, ne, morda samo nekaj detajlov zamenjamo. Ti si odlično delala z nekaj novinarji, s tistimi, ki so te ves čas spremljali, ampak potem ob uspehih pridemo pa vsi, ne, ki bi vsi radi od tebe vsaj eno izjavo. Koliko težko je to v resnici za športnika? A si bil kdaj v cilju ti? Ne. Ne. S tabo v mislih, ampak nisem bil. Kot novinar pa ne. Ne. V bistvu jaz sem imela različna obdobja. Jaz na začetku novinarjev prav nisem marala. Vem. Veš tudi zakaj? Vem. Dobro. Pol tisti, ki ne vejo, pa mogoče enkrat drugič. Bova, ne. Saj ni važno. V glavnem, pol smo pa res dejansko razvili to, kar sem ti rekla, odprt odnos, brez kakršnekoli back scen. In je bilo to sodelovanje, ta komunikacija, dejansko so bili en od igralcev ekipe, zato ker jaz sem z ljudmi, ki niso bili Andreja, ker on bi že, zakaj nisi tam tako, pa ono, pa tretjo. Tisti mene pol ugasnilo in me razjezilo. Medtem ko novinarji niso bili nesramni, niso rekli, pa tudi če me je postavil vprašanje, kako je bilo vsak dan, je bilo drugače. Noben dan odgovor ni bil isti. In je bilo z mojega vidika lepo analizirati samo sebe.
brez kakršnih koli drugih elementov, očitkov, tam bi lahko drugače. V glavnem, v tistem trenutku pač sem hotela narediti najboljše. No, zdaj sem pa itak na koncu pa jaz tista novinarka, ki je v cilju in sprašuje. In, ni enostavno, a ne? Moraš se postaviti v tvojo vlogo. Mislim, če je to tvoja vloga, zakaj ne bi bila enostavna? Delaš tvojo delo, si tam poklican za to in na koncu je tekmovalec tisti, ki da ali ne da, on vzame ali ne vzame. Problem je, če tekmovalcu na koncu vzamejo novinarji, to je problem. Ampak tekmovalec se mora tudi tega naučiti, strenirati, imeti ljudi, ki ga pripeljejo do novinarjev v eni drugi energiji, kot tisti, tam sem zafuril ena vratca, pa ne vem, danes me je premagal. In te stvari mogoče jaz nisem imela, ker smo bili res majhna ekipa in nekako mene spraviti v dobro voljo bi rabila, ne vem, to, kar ima Mikaela Šiferin zdaj, eno PR-ovko v cilju, ki dela neumnosti, malo še, da ne striptiza, pleše v cilju in pol Mikaela tudi, če je slabe volje, jo obrne in pol pride do novinarjev. In to so take dinamike, ki včasih pomagajo. Zdaj, če imaš pa minimalno ekipo, ki je fokusirana za uspeh, je medijski prostor zelo majhen prostor, ki ga imaš v svojem dnevnem 24-urniku. Ampak zdaj ta svet se res hitro spreminja. Tudi smučanje se je postal še večji šov, naprimer, pa se mi zdi, da je danes zelo pomemben, da se to boš verjetno tudi ti bolj vedela. Danes morajo imeti smučarji tudi, ne vem, svoj lastni profil, objavljati morajo tam en kup enih stvari. Dobro, Američani tukaj res prednjačijo, Lindsay, Mikaela, pa že Bode Miller je bil naprimer tak, ne? On je res imel nekaj drugače, Švicari, Norvežani. A se ti zdi, da je to pomembno, da bi tudi mladi športniki in njihovi starši in potem ta ekipa razumela, da to pride zraven in da bi jih nekdo naučil to, kar tebe morda do Andreja ni nihče? To je zelo dvorezen meč, kar me zdaj sprašuješ, zato ker en del, ampak tekmovalec, ki se razvija, če on dela in objavlja sam, mu za to gre ogromno energije. To, kar jaz zdaj počnem, moj profil sem ga že prej in jaz sem opazila, da konc moje kariere pretirana uporaba in pretirano objavljanje in pretirano branje in te potegne noter in na koncu plačaš ti z slabšimi rezultati. Zato jaz pravim, da najboljša struktura v tem smislu, če imaš dobrega tekmovalca, je, da imaš zadaj dobro ekipo, ki ti to pelje. A je to najboljši prijatelj, ki točno ve, kaj zdaj misliš, pa bo napisal to, ki je poklican, da je to njegova vloga. Ne, da tekmovalec prevzame vlogo, ki jo pričakujejo sponzorji od njega, ker moraš to pa toliko objav narediti, ne, zato da imaš pogodbe. En zanimiv primer je Lara Gut, ki ni želela tega, ni na socialnih omrežjih, hvala temu nima čelade sponzorske lani, ampak je zdrava, je uspešna in se počuti dobro. In to je trik, po mojem, ki ga morajo tekmovalci razumeti, da smučanje je res riskanten šport. Vsak dan riskiramo, ste videli letos, kaj se je zgodilo, smrtni primeri, sploh na treningih, ko piste niso maksimalno varno zaščitene. In ni prostora za napake in tekmovalci se mogoče skozi telefon, skozi to tehnologijo, ki nas je zdaj prevzela, ne čutijo tako, kot so se čutili včasih in se ne analizirajo toliko, ker ko je utrujen, bo primu telefon in bo gledal nekaj drugega, pozabi nase. Ampak mi smo najbolj pomembni, ker se on spušča dol po pisti in to je tisti trik, ki ga jaz skušam, odkar sem se sama tega naučila, predati mladim generacijam. Da je treba res omejiti in poskrbeti za ekipo obrobno, ki magari ti pomaga. Ampak šola do tega spoznanja pri tebi je bila pa kar huda, ne? V resnici. A zdaj se vračaš, zakaj se vračaš? A veš, zakaj se moram? Ja, zato ker nekdo mi včasih potem reče, ti si že vedel, ampak mi smo pa poslušali, pa nismo vedeli. In seveda se moram zdaj vrniti tja nazaj, ker bo
potem tudi vprašanje še kakšno za naprej, ne? Ja, v bistvu šola moja je bila takrat podobna, kot se zdaj lahko hitro zgodi, ne. S tem, da zdaj so na socialnih omrežjih dejansko vsi mladostniki izpostavljeni kot nekemu javnemu linču ali ne vem. In drugo je, če si ti ne želiš tega. Če si ti eden od javna oseba je druga stvar za moje pojme, vsaj tako sem jaz odraščala in si vedel, da če boš dosegal uspehe, bojo o tebi pisali, bojo jo klicali, bojo delali članke in žal sem bila mlada takrat, zaščite prave nisem imela in so me eni od časopisov lepo izkoristili, moje telo so naredili nago, me dali na, ne bom rekla, kjer časopis, v glavnem, s fotomontažo, na koncu sem jaz kot 16-letnica pristala na vseh, na časopisih, tudi na internetu pol. In ta stvar te zaznamuje, zato ker si dejansko vržen v neko situacijo, kjer ne želiš biti, ki nisi ti, ki marsikaj in nimaš niti zaščite odzadaj ta prave, da te to zaščitijo. Zdaj je pa tega sploh ga ni. Mislim, tako si na vseh profilih. Itak časopisov ne gledam več, na telefonu pa vsakmu pride v sekundi. In to je tisto, kar je treba paziti. In dejansko s telefoni gremo povsod. In ni več te, ne vem, ni več te intime, po mojem. Kdo je bil takrat tvoja največja opora ob tem dogodku? Oziroma bom še drugače vprašal, kako ti lahko takrat sploh kdo pomaga po tem, kar se je zgodilo? Mislim, moja opora sem bila... A so drugi sploh razumeli, kaj se je tebi zgodilo, na primer? Kako se ti počutiš ob tem? Ne morejo drugi razumeti, kako se ti počutiš. Se pravi, prvo nisem takrat govorila, kot govorim zdaj. Drugo sem se spraševala, sem jaz, če še jaz nisem razumela, sem jaz ali nisem jaz, ker je bilo tako dobro vse narejeno, da sem rekla, to ne vem. Pol sem začela z raziskovanjem, zakaj je do tega prišlo, razumevati situacijo. In to je tisto, kar je najbolj, ne vem, pol sem videla, da ob tej punci sta drugi dve punci v končni fotografiji, ki jih pojma nisem imela, kdo sta. Se pravi, meni je bilo, kljub temu, da sem imela dvom, a sem jaz slučajno kdaj bila naga na plaži ali ne, pa tudi če bi bila, zdaj sem odrasla oseba, mi je golota čisto nekaj normalnega, ampak ko si star 16 let, ti ni, se razvijaš in je sramuješ svojega telesa in ne veš, mislim, sploh pa če ga vidi cel svet, to je tisto kruto bilo. In to so stvari, ki ti ostanejo, trda šola, pravim, kar te ne ubija, te ojača. No in zdaj, ker imaš hčerko, jaz imam na primer tudi dve, se ravno o tem veliko pogovarjamo, tudi s prijatelji in tudi o tem ti zdaj res veliko govoriš. Ne bom zdaj samo o športnikih in športnicah, no, govoril, kdaj je torej ta čas, veš, da otroci dobijo telefon po tvojem mnenju, oziroma da razumejo vse pasti. Misliš, da jih lahko čisto zares zaščitimo pred tem? Ja, jaz mislim, da prvo, kar bi moglo priti, neka smernice iz višjih državnih ustanov. Da dajo vsi smernice vsem. Zakaj imamo avto izpit? Zakaj na cigaretih piše? Da ubijajo. Zakaj na alkoholu ga ne smejo najstniki? Zakaj ne naredimo izpita za telefon? Ne vem, ideja. Zakaj te stvari? Da se zaveš nevarnosti. Tega ni, ker je nova stvar. Ker manjka ta del zaveščanja, pol ene države ja, druge ne, še v šolo smo ga dali, pa kam? Mislim, brez da se zavedamo posledic. Jaz sem se jih fizično sama zavedala. Marsikaj je dobrega, se strinjam, ampak odvisnosti so lahko hude.
hotela sem raziskovati točno ta del odvisnosti, pa me je mentor na pedagoški fakulteti rajši ustavil, je rekel, če greš v to, boš imela ogromno dela, ker odvisnosti imaš, ne vem, nisem se spuščala v tisto področje, ampak sem končala pri lastni izkušnji, ko sem delala diplomo na pedagoški fakulteti, kako, pa to je bilo 10 let nazaj, zdaj že več, kako vpliva telefon na mladostnike. In primerjava tega z mojo izkušnjo, zdaj, vsak je drugačen. Mislim pa, da se ustvarjata dva svetova. In če se usmerimo v realni svet, se pravi športni svet, ko uporabljaš tvoje telo, tvojo glavo, pozabi, da boš razvijal del. Daj ga nekomu drugemu, ki je usmerjen v tisti svet. In ta dva svetova morata začeti boljše sodelovati in paziti na realnega, zato ker realni je telo, sočustva, je poznavanje sebe in efektivnost človeškega telesa je boljša, če se poznamo vsako celico. In za spoznati vsako celico rabiš 24 ur na dan, vsaki dan. A so te poslušali otroci letos, ko si imela Kemp. Med 12 in 16 let so bili stari, če se ne motim? Ja, ne, med 10 in 10, 16. Je bila kar razlika v letih. Ja. Poslušali, ja, v bistvu jaz sem skušala skozi treninge jim dati kakšne informacije, ki jim bojo pomagale. V bistvu je bilo pa najlepše to, da so malo razbili tisto njihovo rutino treninga z njihovimi trenerji, z njihovimi pripravami in dobili nek svež. Mislim, meni se zdi, da je super to, da imajo to možnost otroci smučarji, pa ne samo smučarji, da nekih drugih vidikov tudi vidijo, kaj je možno. A si bila stroga? V bistvu jaz še najmanj. Smo si razdelili malo, ne morem biti jaz stroga, oziroma stroga ja, imam principe, ampak se jih držimo z nasmehom, ni da, da sem stroga. Če se karkoli zgodi, nekaj se je zgodilo, kar me je malo razjezilo, ko je bila ena situacija, ki bi lahko pripeljala do poškodbe, tam pa hiter pol se znam razjeziti, tam pa pol ni več heca. Prej si omenila Mihaelo ali pa Laro Gut. En tak totalno drugačen primer je Lindsey Vonn, na primer. To me vedno fascinira. Rekla si, telo moraš poznati, veš, kaj se ti lahko zgodi. Ona je pa povsod, se mi zdi. Če jo želiš, jo imaš na družbenih omrežjih, na vseh dogodkih, kot ta superstar, in potem se še odloči, kaj pa če bi je še malo smučala in pride nazaj in se vse spet vrti okrog Lindsey Vonn za eno tekmo. Ja. Veš, to je ta ameriški način, oni so vzgojeni v to in jaz sem se dejansko skozi njeno, vse to, kar zdaj praviš, jaz sem se dejansko vprašala samo sebe, kaj je z nami ostalim svetom narobe? Zakaj je Lindsey povsod in mene in Nane fajt, ker nismo nič grše, nič slabše, zakaj nas ni nikjer? Ker tisto obdobje so vsi mediji sam pisali o njej dejansko in ameriška odprtost, komuniciranje in PR je res na enem drugem nivoju. Nas nihče ne vzgaja v tem smislu, da ne vem, jaz nisem bila vzgojena tako skromno, glavo dol. In to te zaznamuje, ko prideš pred kamere. Američani so pa odprti in živijo s kamerami in jih iščejo. In Lindsey pa sploh je taka, da išče pozornost in jo dobi in je zanimivo za vse, ne. Plus tega ima ogromno treninga, ogromno vložila v to vse. Lindsey ima prav vse. Ampak ko si slišala, da se bo vrnila, si si rekla, pa kaj je tega treba? Ne, jaz sem jo dejansko razumela. Jaz sem jo razumela zaradi tega, ker v enem trenutku, zdaj, ko je Anuk že malo večja, imam tudi jaz malo več časa mislim, saj sem se vedno ukvarjala s športom, ampak zdaj, če bi hotela, ko ima ona, moja hčerka, svoje aktivnosti, bi se tudi jaz lahko fejst dobro pripravila. Fizično govorim, ker
občutki so še tam in hitro fizično pridejo pol nazaj. Lindsay ima pa enostavno čas, nima družine in je lepo biti tekmovalec, zaradi tega, ker zate skrbi minimalno 5 ljudi, da boš ti se počutil dobro, tako da ni nič slabega. No, to te pelje malo na to vprašanje, kolikrat si potem, ko si končala, bila v tisti dilemi, kaj pa če bi morda šla nazaj, kako bi bilo? A si to lahko odgovoriš? Brez da zares probaš. Saj si seveda, ko si bila na testiranjih, ko si bila na teh progah. Vse. Ja, no, dejansko lani sem si zadala nek comeback zaradi tega, ker sem v Cortini na svetovnem pokalu želela sprobati ponovno smuk. Vozila sem kamere, se pravi eno kamero tu, drugo na čevlju, tretjo tu. Pred tekmovalci, se pravi pred tekmovalci sem jaz peljala dol kamero in zakaj? Zaradi tega, ker dejansko kot turist, kar zdaj sem, nimaš možnosti imeti zaprte proge, ko se lahko spustiš 120 na uro. Ker ali dobiš nekoga pod prelomnico, ali nimaš pravega materiala in ta občutek drsenja hitro dol po progi je res za nas mučenje, kar krasna stvar in sem jaz tudi izjemno uživala lani. Ni naporno za telo preveč, smuk je hiter, seveda padci ne obstajajo, to itak za mene nikoli niso obstajali, ampak je pa občutek drsenja neverjeten in spustiti se dol, to sem imela željo, se pravi, lani sem to naredila in letos bom ponovno na olimpijskih igrah. Obstaja kaj podobnega, kar je enaka ta občutek tega spusta, pa nekaj, kar ni v športu, kar ni na smučišču. A si našla kaj podobnega, ki te lahko toliko zadovolji? Windsurf je podobna stvar. Poznaš? Poznam. Si windsurfer? Ne. Jaz sem ta drugi vrste športni potapljač, ko greš počasi dol, ne? Pa pol hiter gor, naprimer. Windsurf je zelo podoben, ker ko glajtaš je deska dela, to, kar dela smuči na snegu. Tako da, ko greš hitro, moram reči, da me je kar prevzel windsurf zdaj. In ja, je zelo podobno. Kakšna je Tina Maze doma? To sem te enkrat že vprašal, pa sem bil zelo navdušen nad tvojimi kuharskimi sposobnostmi in zato zdaj leto dni kasneje sprašujem, kakšna sem doma? Kakšna si doma? Koliko si se naučila zdaj italijanske kuhinje, kaj zdaj kuhaš? Ne? Doma sem katastrofa, zaradi tega, ker sem dejansko živela, mislim, katastrofa. Zdaj, 5 relativno. Imam pa visoka pričakovanja doma, v vsakem primeru, tako da je zahtevno. Zakaj? Zato, ker živiš v hotelu do 34. leta, praktično ne veš, kaj je to pospravljanje za sabo, ker ko sem prišla domov, mi je mama oprala 2 potovalki in spokala in sem šla. V glavnem, moj sistem je bil pospravljanje enkrat na teden, to je v torek, ko smo se selili z enega hotela v drugega, vse ostalo je bilo pa kaos. In včasih me še zanese, je pa res, da doma sem skozi leta vedno boljša, no, rečemo temu to. Ni mi pa težava delati nič, rada imam sploh opravila, ki so izven hiše, pospravljanje in kaj pa kuhanje? Kuhanje, ja, se učim. No, zdaj bodva pa iskrena. Takrat se spomnim, ko sem te vprašal, sem mislil, da boš rekla, da sem naredila bolognese, ampak tvoja jed je bila že takrat zakomplicirana. Kaj pa sem te rekla? Ja, ne vem, ampak mislim, da na festivalu, ne? Pa sem te vprašal. Pa se mi zdi, da smo v istem obdobju se videli kot zdaj. Ja, podobno. In zdaj je obdobje, veš česa, ne na morju. Česa? Kaj lovijo ribiči zdaj? Ja, jaz sem iz Celine. Ne vem. Jastoga. Pa mislim, da smo to vsi pripravili. To je bilo isto. In takrat je bilo prvič, no, jutri bo pa drugič. Se pravi, bomo videli, kaj bo ratalo. Ampak te izzivi so mi všeč. Sarmo sem lani naredila, to dojemam kot neke vrste zmage na olimpijskih igrah zdaj. Ker mi je zahteven projekt, ampak pa na koncu vidim, da se vse da.
Zelo veliko, ko te spremljamo na teh družbenih omrežjih, te vseeno vidimo v naravi, se mi zdi, da tam si ti res doma in to imaš res rada in res poznaš in res najdeš kraje, oziroma vsaj te fotografske konce, ki jih drugi ne. Je to tudi ena taka izmed tvojih ljubezni postala zdaj? Fotografija je bila vedno vedno sem rada delala fotografije in zdaj, ko ne tekmujem, imam dejansko več časa jih delati. In nočem, težko je pa pol, ker dobijo nekako tekmovalci vtis, da pač to moraš delati pol. Jaz zdaj to delam, ker dejansko ne smučam več, pa ne treniram in je to neke vrste moj poklic, da se ustavljam, slikam, objavljam. In to sem pač jaz tudi in rada imam lepe fotografije, luč mi je všeč. Iščem sonce v pravih kotih, v glavnem. Sej to ne moreš prodati, ne? To v bistvu daš, da pokažeš. Ampak ena stvar pa je, to mi je bilo pa tudi zelo všeč, da ste športniki tako ali tako bili naši največji ambasadorji Slovenije, ampak ti dostikrat objaviš, naprimer, tudi kaj za Slovensko turistično agencijo in takrat si rečem, to je to, kar v bistvu res lahko mi Slovenci, zdaj se pa seveda vsi poistovetimo, damo, da naši največji biseri predstavljajo naše največje bisere. Koliko ti je to pomembno v resnici, da sej pusti, da živiš v Italiji, pa tako, ampak da si Slovenka, pa da lahko to daš, naprimer? Ja, v bistvu promocija Slovenije se je prvo res odvijala z Slovensko turistično agencijo, potem smo nadaljevali z Ukomom, tako da na koncu produkt, promocija Slovenije ali z enim ali z drugim je isto sporočilo, kar se mene tiče, seveda pa ne, kar se tiče organizacije prej. Mislim, da lahko promoviraš svojo državo. Jaz mislim, da je to nekaj najlepšega. Tudi, ko sem bila na olimpijskih igrah, ko sem dejansko nosila našo zastavo, sem se počutila kot nek vodja ali pa vodja države, ki gre na eno od največjih tekmovanj in se od njega pričakuje, da bo svoja najboljša verzija in naredil najboljše, kar se da. Se pravi, istočasno odgovornost, istočasno pa zahteve tudi, ne. In je določen pritisk, ki se naredi in se od tebe pričakuje in nič lepšega, če lahko daš. To zato sprašujem, ker naprimer, ko mi imamo res srečo Slovenci, ne. Že pred tabo smo imeli same ase, s tabo smo dobili svetovno zvezdo, ne. Sej to te zdaj hočemo vprašati, ne. In mi v tem uživamo, ampak potem vidimo, ne vem, Luka Dončić pride z milijonskimi pogodbami, pa svoje poletje namen reprezentanci. Enak velja za odbojkarje. Tadej Pogačar z veseljem obleče slovensko majico. Janja Garnbret, na primer, gre na svetovna prvenstva in tako naprej, vedno ostane smejana s to slovensko zastavo in tako naprej. Kako ti na to danes gledaš, na primer, ne? Tudi to srečo, to lahko zdaj ti me malo popraviš in vem, da me boš, ampak tudi se mi zdi to neverjetno pripadnost, ki jo športniki pol pokažete in morda je lahko tudi konec kariere, ne? Lahko bi se zgodilo, da si ti v državnem dresu poškoduješ in končaš nekaj, za kar si morda delal celo življenje za klub. Jaz mislim, da pač vsi izhajamo iz lokalnih okolij, ne, in lokalna okolja ti dajo bazo. In ko se oblečeš ali predstavljaš svojo državo, zdaj eni bolj, drugi manj, zato ker Luka Dončić ne igra za Slovenijo tekme tam v Ameriki, jih pa se izkazuje spoštovanje s tem, da pride na reprezentančne treninge. Tadej Pogačar ni vedno v reprezentančnem dresu, ne, in razlika med Janjo in recimo Janja ne gre tekmovati za klub. Istočasno nisem jaz šla, se pravi, sem vedno predstavljala samo Slovenijo in ničesar drugega, tako da mogoče minimalne razlike so, ampak izhajamo pa iz lokalnih okolij, ki so nam dale to bazo športno, to preprostost, to pripadnost, navdušenje nad športom in v tem se najdemo vsi. In Slovenci smo to in šolski sistem je res narejen dobro in naklonjen športu. V Sloveniji je prvi jezik, prvi predmet slovenščina, drugi matematika in tretji je šport.
kaj takega si v svetu lahko sanjamo. Jaz veliko opazujem druge države in vidim, da ni temu tako. Šport se dejansko izvaja izvenšolsko in v tem v bistvu izgubi veliko otrok eno veliko dozo športa, ki bi se lahko uvajal v šolah, drugi nimajo teh možnosti. Slovenija ima pa v veliki večini dobre telovadnice, ki primanjkujejo še vedno, ampak dejansko lahko izvajajo šport kot predmet velikokrat na teden. Veš, da sem prebral, da je Janja rekla, da še nikoli ni srečala Tadeja Pogačarja v živo in da si to zelo želi. Obstaja kakšen športnik ali pa športnica, ki bi si ga ti rada, ki bi ga povabila na kavo, pa ti še ni uspelo? Misliš med Slovenci? Ali pa tudi v svetu, ja. Obstaja kdo, ki bi ti rekel, ne, nimam časa? No, to me bolj zanima, mislim, da ga ni junaka, ne? Če bi ti na Maze poklicala pa rekla. Ne, to bi, mislim, zdaj razmišljam. S Tadejem se res še nisem pogovarjala. Z Janjo je pa tako, da bi z njo lahko sedela Ure in ure? Ja. Janja se mi zdi tako ena sošolka, s katero nikoli nisem presedela ene ure v šoli. Z Janjo se mi zdi, da bi se res, in se verjetno še bova, se iščemo, kdaj se vidimo, se dogovarjamo, sam se nama še nekako ni uspelo dobiti skupaj. Ampak se nama bo. Pripravljamo tudi eno luštno stvar v zimi. Kako voditi pogovor z njo, me boš pa mogoče ti naučil. Ne vem, če potrebuješ. Kdo pa je morda od svetovnih športnikov, s katerimi si se videvala ali pa tako, naredil tak dober vtis nate, da si rekla, poglej, zdaj bom iz svojega stališča pogledal, Tino Maze smo vsi razumeli kot vrhunsko športnico in to, da zdaj s tabo sedim, se mi zdi fenomenalno in vsem bom povedal, da sem bil s tabo, no, se bo tudi videl, in vsem bom rekel, Tina Maze je čisto normalna, ona je res prijazna punca. A je bil kdaj v tvoji karieri tak trenutek, ko si rekla, to je res težko pristopati ali pa kaj bo, potem pa ugotoviš v resnici, da so morda takšni ljudje najbolj preprosti ljudje? V bistvu sem fejst v smučarskem svetu, kjer nisem imela mogoče toliko izkušenj, kot jih imaš ti, ampak dejansko poznam ljudi, s katerimi niti me ne pošljejo v take situacije, če sem poštena, me dajo vedno prijazna. Ampak res pa je, da smo lani oziroma kar nekaj časa hoteli imeti Laro Gut za intervju, pa sem mislila, da bo to malo bolj easy. Ker so dejansko, se pol je bilo na intervjuju, ampak dobiti jo pred mikrofone je bilo kar zahtevno. Ampak pa smo res lepo zapletle pogovor tudi na te teme, ker sem ti prej omenila, kar se tiče telefona, in je izpadlo lepo. Mogoče pa tisti, ki ga nekako še nisem spoznala, pa bi si ga rada, pa Novak Djokovič, ker si me prej vprašal, kjer je še na listi. A je še kaj tazga, kar Tina Maze ima v nekem zvezku zapisano ali pa v glavi, bi rada naredila, pa morda še ni bilo priložnosti? Ja, rada bi džajbala, brez da se ustavim. Veš kaj džajb? Ne. Jaz imam taki kratkoročne cilje. Džajb je zavoj, zdaj me bojo surferji čisto zbruhali, ti pojma nimaš v glavnem. Džajb je zavoj z vetrom. Se pravi, dobiš hitrost in pa moraš čakati, da si v prav smer in pol šele obrneš. To bi rada. To vizualiziram. Glede na to, da je jesen precej prijazna z vetrom, je to prav obdobje, ki bi se rada, mislim, ki se mogoče bom lahko naučila ga, pa letos mi je že kar ratal. Ampak je pa tako vsaka stvar, moraš iti prvo v težje pogoje, da pol v lažjih znaš. Se pravi, imam izzive v športnem smislu, bolj na drugih področjih kot v smučanju. To moram tudi vprašati. Ko si imela ti najtežje trenutke, teh je bilo seveda veliko, ampak ko so bili morda najtežje trenutke v karieri, potem to vsi zelo radi zdaj govorimo, je prišlo ob vseh stvarih, ki so ti pomagali, tudi pismo od Mateje Svet. A se kdaj spomniš, koliko je tebi to pomagali in si rečeš,
pismo, morda bi pa tudi jaz lahko kaj takega komu. Se pravi, da v tem življenju, ki ga živiš, vidiš kakšno podobno stvar v športnem svetu, ti si seveda temu zelo predana, pa rečeš pismo, morda bi tudi jaz s tem svojim znanjem lahko kaj podobnega naredila. Ja, ali celo vsi. Jaz mislim, da kolo športa se vrti itak. Ali si je predal z rezultati, ali z besedami. Mateja ni mene samo z besedami in s pismom. Mateja mene navdušila prej, ko sem bila otrok, ko sem jo gledala in mi je toliko dala kot športnica, da me je pa potem sigurno v tem trenutku s tem pismom še dodatno spodbudila. Hvala pokojnemu Vitu Divacu, ki je vse to nekako naredil, ker je on videl, da sem jaz dejansko v težavah. In mi je nekako pomagal iz tega in mogoče to ni samo Matejino delo. Mateja je pač bila ona, ampak Vito je bil tisti, ki je videl, da jaz potrebujem nekaj, da me malo potisne naprej. Ja, Vito. Zdaj imam kar malo cmoka, ampak tako je bilo. In kar se pa tiče mene, pa mislim, da če se čutiš v določenem trenutku nekaj, da poveš, da daš, naredim z veseljem, je pa fajn, da drug sprejme to. Se pravi, ne silim nekam, ne razdajam se s svojimi nasveti, ampak ko so na pravem mestu, upam, da v pravo točko zadenejo. Sama si omenila Vita. A je bilo to morda obdobje, ko si se najbolj odprla, ko je on pisal tvojo zgodbo? Ja, v bistvu, Vitotu sem jaz dala precej dnevnikov. Jaz sem dejansko, da sem bila prazna, da nisem imela misli v sebi, sem ogromno prepisala. In pisanje je bilo zame nekako svoboda. Dejansko, da nimam v glavi nič, da gre vse ven. Razumeš? Razumem. Še pišeš? Ne, ker zdaj imam precej prazno glavo. Ne rabim. Oziroma ne rabim se toliko sama s sabo ukvarjati, da bi mogla zdaj neki biti čista v glavi in zbrana. In mogoče še bom, ne vem, ampak pisanje dejansko pomaga in prideš do določenih rešitev, zaključkov o samem sebi, zato sem ti tudi tebi prinesla danes en dnevnik, da boš kdaj kaj si zapisal, če boš imel kakšen dvom, pa ga probal skozi pisanje rešiti. In to me je veliko dalo in jaz sem te stvari pol dala Divacu, Vitu, da on pretvori to v neko knjigo. Kar pa je meni zdaj, ne vem, meni tisto, kar sem pisala, mi ne predstavlja več nič. Ne vem, kako ti reči. To si odložila. Ja, je kot. In to je bilo in on je to napisal. Je pa sigurno bilo iz srca odprto, ker dejansko nisem čutila, da rabim karkoli skrivati. Zdaj sva govorila dobro uro, se mi zdi. Upam, da nismo že čeli. Ne, vem, kdaj si rekla, da moraš iti naprej. Zato morda tam proti koncu, sama si omenila, ženske v športu moramo biti v bistvu kot moški, midva sta pa tle bolj kot ne govorila o ženskih pogledih, v tvojih pogledih, se temu je namenjen pač moj podcast. Zato me res ob koncu zanima, danes, a bi spremenila lahko kaj, ali pa bi si želela spremeniti na tej svoji poti in pustiti malo več ženskosti, ali je to sploh mogoče v tem svetu, v katerem si ti bila do materinstva, se od takrat naprej gre vse drugače. Težko, ker je moški svet, ker imaš moškega trenerja, ker imaš jaz sem imela večino fantov okoli sebe in zelo zanimiva izkušnja je bila recimo predlani, kdaj sva šle smučati z Mikaelo Šifrin, ko se je poškodovala, sem
je pol se vračala in je želela priti v Cortino nazaj na to smučišče, kjer se je poškodovala in sem šla z njo in da malo razbiješ vsak dan, da smo se malo podružile in ona je imela dejansko ekipo samih žensk. In jaz sem bila, kaj? To je pa že scary zdaj. Same ženske, tudi če ne, ampak ravnovesje pa mislim, da bi moglo obstajati. Mogoče za punce sploh že od mlajših kategorij, zato ker odraščamo, ker rabimo žensko sogovornico. Tudi če tisto žensko jo malo je nočeš niti prepoznati, zato ker je bolj frajersko moški, a ne? Močni in to in tisto žensko malo zanemarjaš, ampak je, ko pa rabiš, pa vsej, da vidiš energijo drugo, da se da drugače stvari narediti, bi bilo pa lepo za punce, da bi imele več ženskih v ekipah, ki jih pa žal ni. Jaz sem imela pol srečo, da sem imela fizioterapevtko žensko, ki me je res v tem smislu mi je res dala eno drugo energijo v ekipo v zadnjih koliko let je bila Nežka z nami, ne vem. Ne vem točno let, ampak vem, da ko je bila, se je ta energija ženska in moška nekako sta bile v ravnovesju. Pač še vedno so prevladovali moški, ampak vsaj malo ženske pa bilo. Je čisto ob koncu, a si srečna z življenjem, ki ga živi zdaj? Ja, ful. Vesela sem, rada živim v trenutku, tega sem se naučila iz športa in to nekako nadaljujem. In vem, da če si v trenutku zdaj tu, si najbolj srečen. Da nimaš preveč kaj bo, kaj bo jutri. In živeti tu zdaj je tako polno, če probaš biti tu zdaj, da je lepo. Težko bi lepše zaključil. Imam še en kup vprašanj, upam, da boš še kdaj sedela kje, ampak ker si mi dala uro, do kdaj moraš končati, ne? Ja, žal, ne se hecam. Sem zelo vesel. Hvala lepa, da si prišla. Hvala, Gregor, tebi, da raziskuješ ženski svet. Saj ni tako težko. Včasih je treba samo poslušati. Ja, to je pa za veliko težko. Ja, okej. Sploh za moškega. Sploh za moškega. Hvala ti. Hvala lepa. Hvala lepa. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Jaz sem izjemno užival in verjamem, da ste tudi vi. Tina dala pa en kup nasvetov. Mislim, da če jih kdo lahko da, jih lahko da nekdo, ki je živel tako polno življenje in živi tako polno življenje, kot ga živi Tina. Hvala, do naslednjič.